Dobar dan vsem. Napravimo zdaj študij ene eksponencialne funkcije z ulovljenim eksponentom. Funkcija je ta. E na x plus 2 ulovljeno x minus 1. Torej, eksponencialna funkcija je definirana za vsako vrednost argumenta. Edino stvar, na katero moramo paziti, da ta imenovalec ne sme biti enak nič. Torej bomo postaviti, da x minus 1 je različen od nič. Minus 1 damo na drugo stran, x je različen od 1. Torej, naš domena je množica realnih števil, ko ji damo proč element 1. Napišemo takoj, pa x je različen od 1. Ja, isto kot to. Torej, zdaj to je graf eksponencialne funkcije e na x, ki nam rabi za razmišljanja, ki jih zdaj napravimo. Torej, eksponencialna funkcija je zmeraj pozitivna za vsako vrednost argumenta. Torej, naša funkcija bo zmeri pozitivna, edino jo ne moramo zračunati za x je enako 1, edino ta vrednost izvzeta, drugače zmeri pozitivna. Prav, sedaj, pogledajmo torej, kaj se zgodi, ko gremo proti 1. Naredimo limito, ko gre x proti 1 z leve in z desne, ker bo različno. Torej, naredimo limito, ko gre x proti 1 z leve, od naše funkcije, lahko vzamemo nekako ven eksponencialno funkcijo, torej naredimo e na limito, ko gre x proti 1 z leve od tega argumenta in tukaj napravimo isto, ko gre x proti 1 z desne. In sedaj razmislimo, kaj se zgodi. Torej, ko x gre proti 1, v števcu imamo 1 plus 2 je 3. In v imenovalcu 1 minus 1 je nič, 3 ulovljeno nič. Imamo bodisi tukaj kot tukaj. Torej, ena vrednost ulovljeno nič gre v neskončnost, ampak moramo razumeti, če je plus neskončnost ali minus neskončnost. Torej, ko x gre proti 1 z leve, pomeni z manjšimi vrednostmi. Torej, na primer, nič več za 9. Nič več za 9 minus 1 je negativen. V števcu smo imeli plus 3, torej to gre v minus neskončnost. Napisal 1 minus neskončnost, to je malo neformalno, drugače napišite s puščico, da to gre proti minus neskončnosti. Tukaj, vidimo, kaj se zgodi tukaj. Ko x gre proti 1 z desne, pomeni z vrednostmi, ki so večje od 1. Torej, na primer, 1 več za 1. 1 več za 1 minus 1 je pozitiven. In tukaj v števec je pozitiven, 1 plus 2 je 3. In torej, to gre v plus neskončnost. Spet, to je lahko malo neformalno, lahko napišite tukaj s puščico, da to gre v plus neskončnost. Skakor, ko argument gre proti minus neskončnosti, eksponencialna funkcija gre proti ničli. Ta limita je nič. Ko argument gre proti plus neskončnosti, eksponencialna funkcija gre v plus neskončnost. In torej smo dobili, da x je enako 1, ja, ki je navpična asimtota, ampak je malo nenavadne vrste, ker je navpična asimtota samo na eni strani. Torej, navpična asimtota, rečemo, da je samo desna navpična asimtota, ker velja, ko x gre proti 1 z desne. Na levi, če mi gremo proti 1 z leve, dobimo eno končno vrednost. Tukaj je nič, bi lahko bila to ena druga vrednost. Vskakor je ena končna vrednost. Navpična asimtota samo na desni, samo desna navpična asimtota. Torej, pogledajmo, če obstajajo vodoravne asimtote, začunimo limito, ko gre x v neskončnost od naše funkcije, kot prej naredimo e na limito, ko gre v neskončnost, to je ena racionalna funkcija, lahko vzamemo količnik člena najvišje stopnje v števcu imenovalcu, ki so x in x, torej to je 1, limita od 1 je 1, torej imamo e na prvo, ki je ne prvo število, spomnimo se, da je približno 2 več za 7, torej ko x gre v neskončnost, funkcija gre proti vrednosti e, torej y enako e je enačba vodoravne asimtote. Zračunajmo prvi odvod, torej od te funkcije. Odvod od e na x je e na x, ampak moramo napisati e na argument, ki ga imamo, krat odvod od argumenta, ki je en ulomek. Torej moramo narediti odvod ulomka, odvod števca, ki je ena krat imenovalec, minus števec, krat odvod imenovalca, ki je ena ulomljena imenovalec na drugo, x minus 1 na drugo. Zdaj tukaj zračunamo, odpravimo oklepaje, to krat ta eksponencialna funkcija, tukaj zračunamo in dobimo minus 3 ulomljeno x minus 1 na drugo, krat e na tisti argument. Torej, zdaj pogledajmo naš prvi odvod, tukaj, v ena ni definiran, ena ni bil niti v domeni,
In sedaj eksponencialna funkcija, tukaj zmeri pozitivna, tukaj imamo in kvadrati zmeri pozitiven, tukaj imamo minus 3, torej naš prvi odvod izmeri negativen in funkcija zmeraj pada. In imamo stacionarnih točk, ker tukaj tam nikoli ne velja nič, to in tukaj. Torej, zdaj, tukaj sem prepisal prvi odvod, moramo zračunati drugi odvod. In kako bomo naredili? Kot odvod od produkta imamo ta ulomek krat ta eksponencialna funkcija. In torej napravili odvod tega krat to, krat drugi faktor, plus prvi faktor krat odvod drugega. Torej, odvod od tega, ta minus ga dam gor v števec 3, odvod števca je nič, krat imenovalec, ki je ta, minus števec, torej minus 3, ki je plus 3, krat odvod imenovalca, ki je 2x minus 1 na prvo, krat odvod od x minus 1, ki je 1, ulovni imenovalec na drugo, x minus 1 na četrto. Torej, to je odvod samo od tega, krat drugi faktor. Potem imamo prvi faktor, torej ga prepišem minus 3 ulovnjeno x minus 1 na drugo, krat odvod od tega, ampak opazimo, da to je prav naš f od x. To je f od x. In torej, če moramo zračunati odvod od tega, smo ga že zračunali, je prav ta. In torej to, ta izraz, prepišemo sem. Prav, tukaj to se uniči, 6 množimo s tem in dobimo to. To prepišemo. Tukaj imamo minus 3 krat minus 3 je plus 9, ulovnjo x minus 1 na četrto, pomnožimo te med sabo, krat zmeri ta eksponencial, zdaj, ker je v obeh členih, ga izpostavimo, eksponencialno funkcijo, tukaj izpostavimo, imamo ta ulomek plus ta ulomek, ki imata že skupni imenovalec. Skupni imenovalec, torej 6x minus 6 plus 9. Zdaj tukaj seštejemo, imamo 6x plus 3 ulovnjeno, x minus 1 na četrto, krat e na zmeri tisti ulomek. Torej, zdaj nas zanima, kdaj drugi odvod velja nič, kadar ta 6x plus 3 je enak nič. Ta eksponencialna funkcija zmeri pozitivna. Torej, to zračunamo in dobimo, da x je enako minus 1 polovica. Napišemo predznak drugega odvoda. Torej, drugi odvod v minus 1 ni definiran. V minus 1 polovici velja nič in zdaj gledamo, ta eksponencialna funkcija je zmeri pozitivna, ta četrta potencija je zmeri pozitivna, torej za predznak bomo gledali samo 6x plus 3, ki je naraščajoča premica, ker 6 je koeficient od x je pozitiven, naraščajoča premica, imamo prej minus in potem plus, ko gremo skozi minus 1 polovico. Torej, tukaj konkavnost je tega tipa, tukaj tega tipa. Samo za se spomniti, ako mislimo na parabole, ko koeficient od x na drugo je negativen, imamo parabolo obrnjeno navzdol, ko koeficient od x na drugo je pozitiven, imamo parabolo obrnjeno navzgor. Prav, in zdaj, ker vidimo, tukaj konkavnost je tako, tukaj je tako, v minus 1 polovici, za x je enako minus 1 polovica, bomo menjen prevoj. In sedaj, da bomo prav narisali točko prevoja, zračunamo, koliko velja funkcija v minus 1 polovici. Da bomo prav narisali tisto točko. Torej, tukaj je izraz naše funkcije, imamo e na. Torej, vzamemo za x minus 1 polovico, tukaj je x plus 2, minus 1 polovica plus 2, minus 1 polovica plus 4 polovice. Tukaj imamo x minus 1, minus 1 polovica, minus 1, torej minus 1 polovica, minus 2 polovici. Minus 1 polovica plus 4 polovice je 3 polovice. Minus 1 polovica minus 2 polovici je minus 3 polovice. Imamo 3 polovice ulomljeno minus 3 polovice. Torej to je minus 1. 1 minus prvo, ki je enako 1 ulomljeno. 1 sem zračunal, zato da naredimo risbo, je približno nič več za 4. Ja. Torej, tukaj so obnovljene vse informacije. Imamo funkcijo, prvi odvod, drugi odvod, asimptote. Pazimo, da ta x je enako 1, enoupična asimptota je enoupična asimptota samo, ko gremo z desne. Ko gremo z leve, tukaj funkcija gre proti nič. Gre proti nikončni vrednosti. Torej, tukaj jaz svetujem zmeraj za to, da narišemo graf, da kot prvo narišemo asimptote. Torej, sem že narisal tukaj, da x je enako 1 in y je enako e. E je približno 2,7. Torej, ta enoupična asimptota samo, ko gremo z desne. Torej, tukaj ni funkcije, torej moramo priti od sem gor.
I slede bi mislil, ja, lahko seče in potem gre gor tako proti vodoravni simptoti. Če bi bilo tako, pomeni, da bi tukaj imeli lokalni minimum, ki ga nismo dobili. Torej, funkcija mora nujno iti nekako tako. Tukaj, kot sem rekel prej, limita, ko gremo z leve proti 1, je nič. Funkcija tukaj drži proti nič. To je prevoj, -1 polovica, v -1 polovici tukaj sem dal prevoj, tukaj sem dal še eno točko, ki v resnici je zelo lahko jo dobiti. Se lahko pomislimo, da 1 nič je 1. In kdaj ta ulomek velja nič? Ko x je -2, -2 plus 2 je nič. Ko x je -2, imamo 1 nič, imamo 1, to imamo tudi to točko. Sedaj tukaj, kako je graf? Tukaj gre do ničle, tukaj je prevoj, ne? Torej, prevoj, tukaj imamo konkavnost tako, tukaj tako, torej pridemo, nekako lahko mislimo na to in to, pridemo sem tako in tako. Tukaj funkcija zmeri pada, torej imamo nekako, tukaj je težko narisati, da prije lepo, posebno v prevoju. Mislim, mi je lepo uspelo, tukaj gremo proti. Vidite, tukaj je tako, konkavnost, tukaj je tako. Tukaj imamo tako in tukaj tako. In tukaj gre še naprej in bo šlo proti te simptoti, samo zdaj tukaj ne stoji, ne? Torej, graf bi bil ta. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.